Čeprav jaz ustrajam pri tem, zdaj že vidim vse podcasterje z laptopom tukaj ali pa kar na telefonu vprašanja, za meni je vedno še napisano, to mi je to. Pa še z onim highlighterjem. Ja, itak, to ima vsak gost. Top. Danes v Skodelici kave gostim Perico Jarkovič, lepo pozdravljen. Bravo. Moje prvo vprašanje, ki sem si ga zapisala, bilo je to tvoja prva kava, ampak zdaj že vem, da ne piješ kavice. Ne pijem. V bistvu sem pil v otroštvu belo kavo, ampak na način, da daš noter 2 deci, 3 deci mleka in 4 kaplje kave. Aha. In seveda toliko cukra, da žlica stoji po konci. Ne. Ampak v bistvu že 30 let niti tega ne. Tako da, Aha, okej. tako da ja. Kaj pa te poživi ali pa kako izgledajo tvoja jutra, recimo, s čim začneš dan? Zelo sem neorganiziran, glede tega nimam neke jutranje rutine. V bistvu sem en tistih ljudi, ki brez težav preskoči ne samo kavo, pa rogljiček, pa te stvari, ampak tudi cel zajtrk, pa tako naprej. In če to naredim, potem pa rad tam res lačen, tam nekje ob poldne, 12, takrat pa bi vola pojedel. Pa imaš bolj branč, eni potem rečejo, da imajo reč branč, ko pa zajtrk. Pa jaz kar kosilo, preskočim zajtrk, pa imam kosilo. Imam enega kolega, ki je na ta način precej skušal, da je v bistvu začel laufati na mesto zajtrka. Okay. Zdaj jaz ne laufam, tako da tudi ne hujšam posledično. Ampak ja, ker potem se podaljša to obdobje praznega želodca. Sploh, če imaš bolj zgodnjo večerjo in potem čez celo noč in potem do 12, v bistvu telo se kar čisti vmes. Tako da to je v bistvu najbrž je priporočljivo. Ne vem. Sej ogromno je tega šarlatanstva v tem prehranski vedi. Tako da težko je povedati, kaj je zdaj res in kaj ne. A si kdaj imela tiste aplikacije, kot ti govorijo ta intermittent fasting, pa to zdaj je, zdaj ne. Ne, to ne. Jaz sem to tudi poskusil zaradi te, usporedno s tem kolegom sem nekako tudi jaz probal in butasto je. To, ker cel čas pogledaš v aplikacijo, kdaj lahko jem, zdaj lahko jem, brez veze. No, mogoče lahko pa na mesto laufanja kaj drugega najdeš, da zafilaš tisti čas. Kaj bolj prijetnega, ali kaj? Ne vem. Ja, mora biti nekaj, da trpiš, če hočeš skušati. Ja. Ne, mislim tudi sam, da podaljšaš Aha, da nisi dobo, lačen, ne da hujšaš. Ja, enkrat sem probal tudi biti ne jest po dolgem času, ne jest dlje časa, ne vem koliko bom zdržal. To je pa ta water fast. Pa sem zdržal 2 dni. Aha, okej. In se sprašujem, koliko bi zdržal, če ne bi bila hrana tako pri roki. Ne. Ker ko imaš otroke blizu, ne, in še njim nekaj pripravljaš in tako in se teže upred. Nekaj je res tu. Ne. Ampak če bi pa šel nekam, ne vem, v neko kočo, sam, v gost, pa ne vem, vmes malo bereš knjige, ne vem, surfaš karkoli, malo laufaš, se sprehajaš. Po moje se da brez težav tudi malo več držati. To pa tudi priporočajo spet zaradi tega, ker je spet, ne vem, če je res, ampak da potem telo začne pucati prvo ta slabe celice. Ne. No, se mi zdi, da kar nekaj veš o tem, ne? Pa ja, ampak pravim, ker ni taka egzaktna veda, se mi zdi, da ne moreš verjeti. Ne veš, čemu verjeti. No. Ja, pa na koncu je tisto, kar ti najbolj paše, ne? Tako da se v tem tistega ponavadi držimo. Ja, jaz še v tiramisuju kave ne maram. Torej, ja. Teda, kakega jagodnega poješ. Ja. Kot novinarka sem te šla malo pregooglat, kot vse svoje goste, in mi je v oči najprej padel tvoj opis na spletni strani, ne? Komik, ljubitelj košarke in lubenic. Pa nekaj je treba napisati. Torej ni kakšna zgodba za tem. Na splošno je to problem, za marsikaterega komika, da ni prav veliko zanimivih stvari od tebi, poleg tega, da si komik. Veš, kaj mislim? Sploh, ko si mlad komik, pa samo živiš, da te stand-up nastope zvečer, potem je to celo življenje in potem, ko pa enkrat prideš v medije, pa je fajn, da imaš še nekaj zapovedati o sebi, in ko to viš, ne, nič ni, to je to. Tako da košarka je me precej zaznamovala, mislim, to je ljubezen tako za celo življenje, tudi ko nisi več sposoben za res. Tam, kjer jaz trenutno igram, prihajajo za nami včasih eni starejši, pa so res že v letih. Res. Mislim, da so gospodje tam nad 60, mogoče par jih je tudi nad 70.
In en gospod ima iz nekega razloga neke sive rokavice gor. Ko igra? Ja, najbrž nekaj zdravstveno, ne vem kakorkoli, ampak in to je zelo malo premikanja pri tej košarki njihovi, ampak to je očitno take ljubezni, ko je res in pol rečejo, to je kontaktni šport, bodi pameten, vzemi nekaj drugega, igraj ping-pong. Ne more ping-pong tega zamenjati. Ne more. To je taka romantika. Ti, ko priješ noter v telovadnico, pa slišiš škripanje, super, ne. Pa zvok, ko žoga gre skozi mrežico, pa to očitanje drug drugemu. Zakaj nisi to, zakaj nisi to? Enkrat, ko se nekako zaljubiš to, pa je to za celo življenje. Sorry, sem se preveč odmaknil. Mi je bilo zelo zanimivo, da govoriš o košarki pa o vseh teh glasih. Torej, res, zdaj sem se spomnila, pa res ful škripajo superge, ne, na tistem parketu. Ja. Zanimivo, da na to pomisliš. Ne vem, če je, mogoče to subjektivno, ampak ne vem, če fuzbalerji najbrž imajo isti tak odnos do tega svojega športa, ampak pri košarki, to je recimo Zoran Predin, tudi ko njega poslušaš v teh nekih podcast intervjujih, isto, mi vsi njega doživljamo kot avtorja, kot pevca, kot glasbenika, ampak nekje v svoji glavi on še vedno košarkaš. Tako pa res ni, ne. Ampak to je pač ta neka res, košarka ima to neko moč, da te zasvoji. In zdaj, ko vidiš tiste 60-letnike, vsaj veš, kako boš potem izgledal. Ja. Enkrat je Boris Dežulović, veš, da je to? Ne. To je en hrvaški pisec, mislim, po kolumnah je najbolj znan, res piše kvalitetno, res ga imam rad. Je rekel, je imel zgodbo, kako so oni, kot ne vem, neko društvo novinarjev ali kaj je bilo, so se spravili, da bo intenzivno igrali. Čeprav so bili že malo trebuškasti in v letih, so se spravili, da bojo intenzivno, da bojo zdaj nekako poskušali, čeprav so starejši, da bojo se spravili nek višji nivo, da bo to igrano in tako. In dejansko jim je uspelo. In so, kako smo zdaj mi hudi, ono tretje, mi bi lahko kar šli tekmovati, to eno resno tekmovanje. In potem je en prinesel kamero, ne, in je to posnel. In oni so šli k njemu domov, ne vem, so si dali vse hrano, pijač, da bo zdaj uživali v tem. In potem, ko so pogledali do konca ta posnetek, brez besed, en izmed njih je rekel, šta je ovo? Ker sebe med igro se doživljaš res. Ja. Se doživljaš, kot da ne vem, kaj delaš, ampak to iz leta v leto tako patetično zgleda na igrišču. To je toliko ene hoje, toliko enega sprehajanja. Ampak v tvoji glavi ti si NBA-evc. In ba je, da so dali enemu, ki je pomorčak, enemu izmed njih, da ko je šel nekam ful daleč na more, da je tisto zalučal kaseto, da je nikoli nihče ne najde. Ok, pa je bilo res slabo. Ja. Zdaj pa lahko 10 minut o lubenicah, če želiš. Ne, zdaj. Ja, pa veš, da mi je sodelavec rekel, da te moram vprašati, a jo ješ s peškami ali brez? Vidiš, to je zanimivo vprašanje. Seinfeld, eden prvih bitov, stand-up bitov, ki sem kdaj videl od Jerryja Seinfelda, je tisto seedless watermelon. Ne? Da normalni človek opazi, da so naredili torej, lubenico brez pešk, bo rekel, zanimivo. Ampak on, ki je komik, je rekel, čakaj, nekdo se odločil posvetiti življenje temu, da bo cel cilj njegovega življenja bo zdaj rešiti ta problem, da niso peške. Pustimo raka, pustimo samo na nekaj obolenja, pustimo ne vem kakšne probleme, ki človeštvo ima. Ne, to pa res mora, to se mora končati. Ne. V bistvu, itak, da je boljše res brez pešk, ampak da bi bil prav tisti pedantneško, pa zdaj nujno vse odstrani, se mi zdi, da to je sprejemljivo, če si ženskega spola, če si gospa, pol pa razumem, ampak če si moški, včasih moraš prav namenoma jih ne pojesti, ampak prav zgristi jih moraš, zato ker si pač moški. Tako jaz to nekako dojem. Okay. Ne smeš biti preveč fin. Zanimivo. Nisem pričakovala takega odgovora. Nisem pričakovala, da imam stališče glede peške lubenic. Čeprav pričakovala, glede na to, da je opisal, ne? Kot komik moraš imeti stališče. Dejansko moraš imeti za vse. To zna biti včasih težko, ne? Pa ja, včasih ti boljše bilo, če bi jih ne bi imel. Ne? Pa tudi ne rabiš izražati mnenja vseh, ne? Načeloma, ne? Ampak ja.
Ena ključnih stvari pri stand-up komediji je to, da to je stališče tisto, kar te v bistvu žene skozi tematiko. Če ti nimaš stališča, potem kako boš šel skozi katerokoli tematiko? Ne moreš. Ne? Stališče je tisto, kar ti nudi oporo. Zdaj si verjetno zelo v tem procesu, glede na to, da se približuje en tvoj velik projekt v Cankarjevem domu. Zdaj tale podcast snema malo prej, izšel bo februarja, tako da bo v bistvu še kakšen mesec do tvoje velikega projekta. Ja. Se veseliš? Se veselim. In v bistvu bolj v teh kreativnih procesih sem bolj v teh procesih, promotivnih. In ja, ne nastopiš prav vsak dan v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. In bo nekaj posebnega, bo nek kronski nastop moje kariere, pa dokaj spontano sem se odločil za to. In vse kaže, da s prodajo ne bo nobenih težav, tako da vse te dogovorjena snemanja v bistvu lahko bi komot bil doma, tako da se prodaja. Je tako hudo. V bistvu predtem upaš, da boš šel tja in tja, da boš lahko povedal, povabil ljudi, ampak potem, ko se pa prodaja tisto, se ne bi rabo niti ampak je poseben feeling verjetno, da vidiš, da kljub vsemu grejo karte, a ne? Ja, v bistvu sem bil zelo presenečen in ganjen s tem, koliko ljudi. Jaz sem to zadevo zorganiziral oziroma se lotil sploh tega zato, da dam možnost ljudem, ki me niso videli v živo nastopiti nikoli, pa so me videli prek posnetkov, da na njihovem radarju se pojavi neka stvar, ki je malo večja in pride. Ker imaš ljudi, ki aktivno spremljajo tebe in tako naprej, imaš pa tiste, ki rabijo nekaj večjega. Jaz že, koliko že 15 let nastopam v City teatru, ne? Oziroma še, ne vem, vsaj 15. Ampak en del ljudi nikoli ne bo prišel mene pogledati v City teater. In potem rabiš nek večji dogodek za to, da sploh ljudje, ki so, ne vem, imajo pač svoje življenje in se ne ukvarjajo toliko s tem, da rečejo, to pa bi šel pogledati. Torej, da bi aktiviral ta del publike, ki prek teh kratkih posnetkov, ko so zdaj zelo popularni, se tudi moja publika razširila in tako. In to je bila ideja. Torej, ampak kaj se je zgodilo? Zgodilo se to, da v štartu seveda so, sploh za ta pozni termin, ki je bil prvi objavljen, so večinoma kupili karte ljudje, ki so pa fani in prijatelji in znanci in tako naprej. In ogromno neke podpore sem prejel, ki je nisem pričakoval. Bil sem tisto res ganjen. No. Sem si mislil, kaj je to zdaj, je to crowdfunding ali kaj je zdaj to, da vi zdaj mene tukaj ni vama namenjeno, tistim je namenjeno. Ampak ja, in potem je bilo toliko tega navala, da smo rekli, gremo narediti še en termin. Isti dan, ne? Ja, isti dan. Ker to je edini termin, ki smo ga dobili, 21. je v bistvu v Cankarjevem domu ni lahko marec. Ja, prvi dan pomladi. Ni lahko dobiti termina. In potem smo samo en dan dobili in takrat, zato smo naredili isti dan še ponoviti. Se veselim, absolutno. Si že bil velikokrat v tej dvorani, že veš, kakšen oder te čaka? Velikokrat ne, ampak bil sem enkrat zdaj pred kratkim, ko smo roastali Lada Bizovičarja, bil sem, mislim, da še enkrat pred tem. Bil sem v Linhartovi dvorani, ki je občutno manjša. Tam smo imeli enkrat festival Punch, pa tam kaj smo še imeli tam. Ampak ja, v Galusovi pa nisem bil prevelikokrat in res je ogromno. Ne samo da je dvorana ogromna, tudi oder je ogromen. Ne. Tako da je treba potem nekako osmisliti to, kako to postaviti tudi iz vidika luči. Ker preveč luči in preveč teh migatočih stvari je moteče. Se intimna stvar, ti rabiš samo mikrofon, barski stol, vodo, to je vse. Ampak vseeno, če je samo to na odru in če je komik tak, da se ne premika kaj preveč, vse skupaj deluje zelo statično in zelo tako skopo. Tako da bomo osmislili v tem. Imamo dovolj časa, da ravno te dni zdaj bomo osmislili malo to scensko. A se prav spomnim, da sem prebrala, da si rekel, da se bolj ukvarjaš tudi s tem, kako boš nagovoril vse, torej in balkon in parter, da v tem zdaj razmišljaš, kako se tega loti. Tudi zato, ker sem bolj vajen dvoran 200, 300, 400, 500. Sem parkrat nastopil tudi v teh velikih, v Lisinskem, ki je 1800. Jaz mislim, da je več kot 2000, ampak v bistvu je 1800. Torej, dokaj primerljiv z Galusovo
Ampak načeloma je drugače. Naučiš se tudi tega, da ko gre za velike publike, moraš počakati smeh. Preprosto vse skupaj, tako kot neki valovi prihajajo z neko bolj zamudo v primerjavi, ker 150-200 ljudi pred tabo je to precej tako ping-pong, ne? Ampak tam pa je tako paf in potem čakaš žogo nazaj. Pa tako kot nek slow motion. Ne? Malo tega je. Ampak pravim, imam nekaj izkušenj, tako da ni tudi s takimi nastopi, tako da ne predstavljam nekaj skrbi, imam pa to v mislih. Prej si rekel, da si se za to odločil precej spontano, a bo spontan tudi tvoj nastop ali imaš to v nulo scenarij? Ja, tukaj ne greš z nekimi novimi stvarmi pa tvegati, pa ne vem kaj. Tukaj je precej izdelan program. Izbral sem iz zadnjih 3 predstav, ki sem jih imel iz vsake neki, oziroma iz zadnjih 2 plus pa še ena, ki je precej starejša. In jaz sem to izvajal že prej na manjših odrih in ko sem izvajal to, 15, se je to nekako lepo zlilo skupaj, tako da točno vem, kako pač to gre. Ti kot komik prav, kako imaš ta material nekako ne samo ponotranjen, ampak tudi, ko je publika dala tej točki in celotnemu nastopu ritem, točno veš, na katero šalo se bojo, koliko nasmejali ljudje. Ne. Točno veš, kje bo šlo dol, kje bo šlo gor, koliko bo šlo gor. Včasih je pa preseneti, včasih bam, in tisto, zakaj pa zdaj ne, če je 20krat pred tem tukaj bilo ful, ampak načeloma veš, kako to poteka. Tako da ni nekega problema, ampak vseeno pa sem pripravil par presenečenj, samo tako, da ne bo preveč vse tako, kot ponavadi. Verjetno pa bo ena stvar, da boš pristen, iskren in tudi, ko sem te, ko bomo rekli temu, googlala, sem videla komentarje ljudi in so vedno hvalili tvojo pristnost, tvojo iskrenost in da je to ena taka stvar, ki jo imajo na tebi radi, pa da mogoče manjka to nekaterim komikom, da pri tebi pa vedno to dobijo. Ja, trudim se ne biti zlagan. Ampak, moraš, mislim, kaj pa imaš drugega? Ne? Kaj pa imaš drugega? Edina izvirna stvar, ki jo imaš, je tvoje življenje, o tem lahko govoriš zares izvirno, ki je podobno mnogim drugim, ampak spet je zelo posebno in tvoje. In po drugi strani pa kot igralec na nek način moraš biti umeten, ker je umetnost in umetnost je umetna. Ne? Tukaj pa je nekako stand-up komik, pa vedno si človek iz ljudstva. Ne? Torej, ti ne moreš zdaj tukaj nagovarjati ljudi z neko vzvišenostjo ali pa z neko distanco. Ne, ti razlagaš, veš, kaj je bilo zadnjič, ko sem šel v Špar. Povej. Tako da bi se s prijateljem pogovarjali. Ja. Tako da mora biti na tem nivoju in pa ja, ljudje zaznajo, če si fake ali nisi. To se zazna in tako. Ne splača se biti fake. No. Verjamem, ja. Še nikoli ne, tudi na drugih področjih. Jaz sem vedel par teh primerov, ko je tisto prav fake it till you make it in je... Včasih ta fake it till you make it ni tako slava v poslovnem smislu. Ne. V poslovnem smislu, da če se delaš, da si nekaj več, tisto, boste zrihtali, bomo zrihtali tako. Ne, jaz bom zrihtal, ker sem sam, ampak bomo zrihtali. Ne. Enkrat mi je pisal en dečko, to sem spravil v eno kratko zgodbo, mi je pisal en dečko, tako, mi smo produkcija, ki če rabite kratke videe, izdelujemo kratke videe, kar na mail dobiš neko ponudbo, ki nisi prosil, ampak pač nekdo rabi delo, kar razumeš seveda, in jaz tako njega kličem in tako, ok, kdo mi, koliko vas je, in on tako, pa jaz to v bistvu montiram, kdo pa to, polgotiš, da to ena oseba stara 19 let, razumeš? Ja. Ampak pa ne, da se predstaviš kot produkcija. Ne? Ja, malo resno zveni, ne? Ja. Čeprav pa lahko, da on vse super naredi. Seveda. Tukaj so pa tudi verjetno predsodki, kaj bo ta 19-letni. Jasno. Hoče reči v tem poslovnem nekem smislu, fake it ili make it, včasih je priporočljivo. Ne, samo v umetniškem, v tem, da ti pač greš pred ljudje niso neumni. Tam pa te prečitajo, če ti nekaj fekaš. Ne. Pa se pravi, da humor mora biti iskren, oziroma da naj bi bil iskren. Ne? Ja. Da se to čuti. Recimo. A se še spomniš svojega čisto prvega nastopa? Ja, zelo. Gledališče Koper,
ne ta prenovljeno zdaj, ampak staro gledališče, to je tista baročna, stara škripajoča dvorana. Klub študentov občine Koper, jaz sem bil aktivist, smo naredili večer stand-up komedije v času, ko še ni bila, žanr sploh ni bil znan. In polno gledališče, sicer brez vstopnine, ampak polno, dobra atmosfera in zadetost od tega nastopa, prav zadetost, kot da bi nikoli se nisem drogiral na noben način, ampak res sem bil zadet od tistega nastopa, tako, prav v oblakih, 3 dni. In potem to s časom, tako, z naslednjič že manj, potem čez čas nikoli nimaš tega občutka. Pač rata, služba rata, ampak je bilo, nekateri komiki imajo dobre izkušnje s prvim nastopom, nekateri imajo slabo, jaz sem imel dobro. A takrat si pa tudi rekel, to je to? Ne takoj, v bistvu težko je, mislim, to je tebi nekaj gre, pa da potem, da kar živiš od tega, to je kar dolga pot, ne. In sploh pa v žanru, ki ga ljudje ne poznajo, ne. Tako da je kar trajalo. Pa tudi moje dojemanje medijev je bilo vrsto let zgrešeno, tako prav. Drugače sem si predstavljal to, kako ti ta odnos z mediji, kakšen naj bi bil optimalen. Tukaj tudi pričakuješ neko, ko bi rekel, neko pristnost, pa je ni. Mediji so, nasplošno televizija je hladen medij, ne? Te postavijo, ti kaj tam govoriš v nek objektiv, ne? Če si vajen nastopati za publike, je tako, kje pa so ljudje, kje je to. Tako, ampak tu je drugače, to je neki, je vedno veliko teh nekih trepljanj po rami, ki so lažna, pa tudi je veliko žrtvovanj. V medijih se mi zdi, da si ljudje veliko, tisti, ki delajo za mikrofonom pa tako naprej, da res veliko sebe dajo, pa marsikdo se ne zaveda, koliko ljudje sebe dajo. Če si radijska voditeljica, ali če si ne vem, nekdo, ki je ne vem, glavni obraz razvedrilnega programa, kakorkoli, ti res veliko sebe daš in potem imaš tam ljudi, ki solijo pamet in vse. In predvsem pa je tako konstantnost v tem, ne določiš si sam dela, ampak ti ga drugi nalagajo. Medtem ko pa kot komik pa rečeš, zdaj malo manj delal, pa pač malo manj delaš, recimo. Na primer, ja. Ja, si kot nek SP, ki si sam določa količino dela. Sicer tako, da si jo vedno naložiš preveč, ampak načeloma sam sebi lahko rečeš, zdaj pa res rabim neko obdobje, da se malo, da zadiham in potem to narediš. Ampak zdaj živiš od tega, da si komik, a si prej kaj drugega še zraven delala v teh začetkih? Ja, seveda. Prvo tista študentska dela, zelo postopoma je šlo, ne. Ko sem se preselil iz Kopra v Ljubljano, sem prvo delal, edina redna služba, ki sem imel, da sem bil prodajalec pohištva v Rutarju. To je trajalo neki 2 leti. In predtem sem pa delal neke študentske dela, ampak zelo postopoma je šlo in potem v nekem trenutku sem pa izključno, to samo tega je že dolgo, da izključno živim od komedije, tega je že več kot 10 let, 15 mogoče. Pa kdaj pogrešaš še kako drugo? 14. Dinamiko dela, če pogrešaš, ali ti je to zdaj okej? Če pogrešam to, da vsako jutro grem tja med tiste sedežne garniture in čakati stranke, ne. To je bil kar očitno odgovor, ja. Ne pogrešam. Če kdaj pogrešam, recimo, kakšno fizično delo, vedno si ga lahko sam naredim. Ne. Kupil sem barvo za balkonsko ograjo in šmirgl papir za spucati rjo dol iz ograje, prvo pred barvo in tako. To je bilo 6 let nazaj. In še vedno je tam to v omarici. Ja. Hočem reči, mika me, da bi imel, da bi delal kaj bolj z rokami in tako naprej, da bi nekaj, ampak toliko je ponoviti tega dela, kot ti kar leti ti maili neodgovorjeni, pa kliči tega, pa laufaj tja, pa stane 100 snemanje, 1/3. In potem, ko pa prideš domov, pa seveda družina, pa vse, pa tudi malo se hočeš sprostiti, malo nekaj pogledati in tako naprej in potem tista barva, pa šmirgl papir, ker tam stoji ta cel cajt. Ampak imaš pa v glavi romantične predstave. Zdaj prihaja ta april pa maj. Zdaj bojo oni, ko so topla jutra, niso pa prevroča. Zdaj bom pa jaz lepo tako to delal, pa bom prebaral, pa dal papir od spodaj. A veš, ker je gušt tudi v takih stvareh, nekaj čisto
Samo nikoli ne pride do tega. In polk vsakič, ko rečem, da bomo nekaj takega naredil, že reče, boš. Že ve. Mogoče pa naslednji april. Ja, aprilo je kar nekaj, ja. Ja, ker ni samo, da stopiš na oder, ne, in imaš svojo predstavo, so tudi prejšnje stvari, pa maili in vso to dogovarjanje. Ne. Ja. Teda dan hitro mine, verjamem. Ja, so nastopi, na katere res prideš lepo pripravljen, ne, so pa nastopi, na katere uletiš tako, ko bi rekel, iz ne vem, kje. To tudi vidim pri drugih, ne bom razlagal, kateri, ampak enkrat en igralec na Maribor tam na Lentu letu. Pa mi tam, ki sem se poznal z organizatorji, smo vedeli, da on zamuja, zato ker je pač tako, kot je in da čisto on kriv, da zamuja in tako. Jaz tudi zamujam, ampak dobro. Danes in potem je prišel gor na oder in je rekel, joj, ta fucking policaj so mi ostali, ta policija, ker ima neki kratek monolog na to, kako so te panduri, ne vem, v bistvu tako se kar lagal tam gor na odru, ne, celo neko zgodbo, po moje je večkrat nucal, ne. Ampak, ja, včasih pa zato, ker imaš življenje, tudi poleg tega uletiš, včasih si greš na oder čisto tako super volje, včasih greš tako, da se tik pred tem z nekom skregal, ne, ali pa ne vem, ali pa si bolan, nekaj se spomnim, spet ne bom imel, kjer je skupina, ampak ena glasbena skupina, ki ima pevko za frontmenko, kako se reče, in je čisto bolana je bila. In sem se videl tako, kako ji tam dajo injekcijo pred nastopom in takrat, pa sem bil mlad komik, takrat sem videl prav tisto, ok, to je pa ta malo bolj temna plat tega show biznisa, ker takrat, ko so karte prodane in ko so ljudje tam in vse tako, da ti, če ne nastopiš, ne samo, da sebe zezneš, pa ne dobiš tistega honorarja, ampak so tudi drugi glasbeniki, ki so tam stavo, ki tudi ne bodo dobili honorarja. Ne? Ja. In organizator, ki bo mogel predstavljati to prireditev in tam odre postavljene, delo je opravljeno in tako naprej. Torej cel kolektiv nekako. In zaradi tega potem, pač ko je šel, si zneš dobe in ga oddelaš. Ne? Ja, razumem to, ja. Tak, nisi samo ti. Čeprav si na odru ti. Ja. Ampak hočem reči, sestavni del tega poklica je to, da ne boš vedno v optimalnem stanju šel na oder. Ne. Isto, danes sem se pogovarjal z eno prijateljico, je rekla, ja, moj bivši fant pravi, da te ljudje, nekdo je pred nami počasi vozil in jaz sem rekel, treba imeti potrpljenje, se ne veš, v kakšnem stanju je ta oseba. In moj bivši fant je rekel, da če si nisi v stanju zavoziti, ne bi smel biti za volanom. Tako. V katerem fucking optimalnem fairy tale svetu živi tvoj fan, da vsi ljudje bojo vedno v idealnem stanju za volanom. Ne. Nekdo je star, samo star je, pač in vseeno se pač mora peljati. Nekdo je, ne vem, likar iz bolnice, ne, pa nima drugega prevoza, pa je kao že fajn, tako na poti okrevanja, ampak kao že dovolj dober, da gre domov, samo ne vem, nekdo bi mogel priti po njega, pa ni prišel, pa zdaj mora priti, ne vem. Milijon nekih različnih situacij in v prometu se mi zdi, da najmanj razumevanja imamo za to, da tisti tam za volanom ni štartal pravočasno zaradi nekega razloga že. Ne. Mogoče ima otroka od zadaj, ki se likar duši v lastnem bruhanju, kar se je meni zgodilo, recimo, ko sem bil majhen. Ampak ja, in tukaj je isto, tukaj je tako, da včasih prideš na oder in si res isto komaj čakaš, si poln energije, recimo, da je minilo lih prav časa od zadnjega nastopa. Včasih se nastopi pregosti, pa ti je tako, še eden, ne? Ampak včasih pa je preveč minum, pa zarjoviš malo. Ne? In zdaj, če je pa lih tisto, da ne vem, en teden od zadnjega nastopa, pa si bil spočiti si dan, pa si prišel, ne vem, iz bazenov ali kjerkoli in tako, zdaj pa super. Včasih pa priješ, ne, da komaj dihaš, zato ker si se zabasan in tako, gremo zdaj. Kaj danes že? Premiera, super. Ja, nikoli ne veš, kaj je nekaj zadaj, ne. Ja. Zato pa potrpežljivost, kar lepa lastnost. Prej si omenil ženo, me pa zanima, a si ženi ful smešen ali nisi smešen? Ne, nihče, za komiko niso svoji ženi smešen. Ne? Kaj ti kaj reče? A gre na tvoje predstave, pa kaj pa komentira? Zdaj, ko smo družina, seveda pridejo večino na premiere. Ko imam kaj premiero nove predstave, takrat pridejo vse pripeljem,
tudi če je mala moteča tam, zato ker se bo oglašala in na zadnji primeri se je kar nekaj oglašala, ampak se mi zdi, da sodijo tja. Ampak tako, da doma pač to poznajo te. To so ljudje, ki te poznajo, kakšen si drugače, nisi tako kot na odru in v resnici marsikdaj je ta neka, kako bi rekel, nevarnost, da boš ti doma pust. Gor si, tam si za te ljudi iz tega poklica, ne samo za ljudi, ki so plačali karto in za publiko, ampak tudi nasplošno za vse ljudi, ki so tam okrog, za tehnike, za vse tam si tako, nam dogaja zdaj tukaj in pol priješ domov in nekako v glavi izklopiš to stikalo in zdaj si ena cunja. In torej pol je nevarno za tvoji domači tebe vedno fašajo kot neko najbolj dolgočasno, izčrpano verzijo tebe. Tako da obstaja ful dober film, kaj že Clint Eastwood igra, pozabil se naslov filma, ko je že fajn v letih, ne? In igra nekega cvetličarja. Torej, sploh ne rabiš ti biti igralec, glasbenik ali komik, lahko si tudi cvetličar, da se to zgodi. Človeka, ki je vedno poskušal ravno to, tam v tisti svoji poklicni srednji, biti zabaven in očarljiv in vse, in potem doma pa ni bil. Doma. In film, mislim, se začne s tem, da ga hčerka nadere, kakšen beden oče je bil. Da je doma bil lupina tistega. Tako da to imam v glavi, da moraš nekako tudi doma dovolj dati sebe. Čeprav tukaj je pa to res toliko težje, ker se tam pričakuje, da boš res dal vse. Ampak moraš nekaj tega tudi za doma prišparati, neke življenjske energije. Ja, da ni pol očitanja. Tam si bil pa tako dobre volje, zdaj pa domov pa. Ampak ga razumeš, načeloma tebi kot izvajalcu to naravno leži, da tam daš maksimum in potem greš v svoje gnezdo, kjer si lahko, hibernirati. Ja. To nekako pride naravno, samo pol res to ni fair do domačih. Ja, res je, Ampak se verjetno razumejo, pa tudi ženo sta verjetno že toliko let skupaj, da... Ja, veš kaj, lahko razumeš enkrat, dvakrat, trikrat, ne boš pa razumel to na dolgi rok, ne moreš ti tega razumeti. Dokaj, če mu ti pri sebi moraš nekako reči, ne sme biti tak. Kako si pa otrokoma razložil, kaj počneš? Zdaj, hčerka je, koliko je stara? Je zelo dojemljiva, moram reči, da je zelo dojemljiva. Ko je šla na premiero gledati to predstavo, ki je nastopala z Robertom Petanom, zdaj stara 3 leta. Torej je bila takrat manj kot 3 leta stara in je marsikaj si zapomnila iz predstave. Ja, in še zdaj iz enega komada, ko pojeva nekaj, mi dva veva, vam poveva, ona to nekaj tam poje, mi dva veva, vam poveva. Še zdaj, tako 4-5 mesecev kasneje, si je zapomnila. In jaz sem v nekem trenutku rečem, Robi, upej dol. In ona je meni 10krat povedala, ti si rekel, Robi, upej dol. Najbrž je taka gesta malo bolj agresivna, čeprav je bila v šali, ampak se zapomnila tako, da je zelo, zelo dojemljiva in zelo rada nastopa. Tako da sin me pa tudi sprašuje marsikdaj čisto tako, kdaj lahko spet pridem kaj pogledati, kdaj lahko pripeljem kolege oziroma sošolce, da pridejo pogledati predstavo. Tako da so vključeni v to. Ne toliko, kolikor nekdo, ki res pripelje. Enkrat mi je Boris Kobal razlagal, da je njega oče vedno vlekel v teater in tam vedno nekaj okrog, medtem ko so oni tam imeli vaje, on je vedno nekaj šaril, tam gledal tiste rekvizite in to. No, ni ta nivo, ni tako, ampak vseeno pa delno sta vključen. Kaj pa otrokoma si smešen? Ali pa sinu recimo, ko je starejši in verjetno bolj tudi dojema? Ne vem, če sem mu prav zelo smešen. Bolj me dojema kot nekoga, ki ga je težko nasmejati. Enkrat mi je prav to povedal, pa sem rekel, ok, to tudi moram popraviti, ker ni to lik dobro, da te sin dojema kot nekoga, ki ga je težko nasmejati. Ampak je zelo tak, veliko mu družina pomeni, se mi zdi, da je zelo navezan na vse ostale 3. Lepo, torej ste mu že predala eno lepo vrednoto. Pa to mislim, da izhaja iz karakterja. Nekateri so taki, to vidiš
da otrok res ni nepopisan list. Že ko se rodi, že tiste prve mesece, to so neki vplivi, ne vem, nekih prednikov, tako vizualno, ko jih gledaš, pa tisto, odkot zdaj ta barva las, odkot ta barva oči, odkot ta. Ampak vidiš, da je tu res neki vplivi prednikov. In pričakuješ ponovadi, sploh ko si starš prvorojenca, pričakuješ, da bo to nek mini-mi oziroma neka sredina vaju dveh. Ne. To je nek splet genov iz kar nekaj generacij za tabo in za njo. Verjetno res zanimivo razmišljati, odkot se je pa zdaj to vzelo. Oprosti, imaš kakšnega otroka že? Ne. Nimaš. Okay, no. Da ne morem vedeti, kako je to, si pa poskušam predstavljati. Ja. Največja avantura, kar si jo lahko predstavljaš, je imeti otroka. Kaj pa si še sicer radi počnete skupaj? Ta ključna beseda je skupaj. Zelo težko je najti nekaj, kar boš počel skupaj, zato ker vsak ima svoje interese. Mali, tudi ko se peljemo v avtu, mali bi rad poslušal to muziko. Ne vem, kaj je zdaj s to generacijo, tem fantje, ki so tam 5, 6, 7, 8 razred, poslušajo nek funk. Ampak ni funk, F-U-N-K, ampak P-H-O-N-K. In to je neki, ne vem, brazilskega, korejskega, to je eno samo ruženje. To so taki neki zvoki, ko zveni, kot da ti je na telefonu gor zvočnik pokvarjen. Tako zveni. Okay. Je nek ritem tak, ampak tako neprijetni zvoki, njime pa to top, mala bi rada poslušala čuke, jaz imam seveda svoje neke želje, žena, zakaj jaz nikoli ne prijem na vrsto s svojimi. In potem že za radio, že pri radiju nastane en kup težav, kaj šele potem, kaj bi točno delali tisti dan, kam bi šli, a gremo, ne vem, v Atlantis, ali gremo itak se ne marate peljati dolgo, noben otrok kaj preveč, ampak a gremo vseeno v Čatež, ki ni toliko, spet to je 1 urca, in take neke fore, vedno so te neke dileme, gremo kam. Pa zdaj tak tam ful polno ljudi, zakaj sploh gremo tja, ko bo itak taka gužva. In ponovadi je. Včasih prideš na kakšno kopališče, pa ti rečejo, moramo povedati, ležiš ni, ker je taka gužva, tako, vse sem vedel. Pa ne rabiš tistega tam, pač ležalnika, res ga ne rabiš, ne. Ampak samo tako nočeš take gužve. Gremo, naredimo se nekaj izlete, gremo, kdaj, tudi zdaj smo splanirali neke zimske krajše počitnice, ker po novem ni toliko snega tukaj v teh koncih in potem, sicer mi nismo smučarska družina, ampak vseeno toliko, da so otroci malo na snegu. Take neke stvari, nič kaj posebnega, bi rekel. Pa ste drugače bolj umetniško usmerjena ali športno? Kaj jo zanima? Nič, da bi rekel, neka povprečna normalna družina, nič kaj, ne športno, ne umetniško. Pač mali je fuzbaler, rad trenira fuzbal, fulbol, ne moremo dopovedati, da bi on nekaj dosegel, da bi moglo biti tu ful več, kako bi rekel, trpljenja, ful več vaj in da. Ampak veš, otroška percepcija, v glavi je on Ronaldo, v praksi pa tako. Danes bi raje ostal doma, veš, sem ful izčrpan, danes mi ni za trening, danes igrali smo v šoli že ful, veš, jaz sem, dobro. Tako da vidiš to diskrepanco med željo in pripravljenostjo delati. Ampak mala pa, jaz imam občutek, da bo ona nekaj v tem nekem showbiznisu. Kakšen občutek ima, mogoče se motim. Ampak ima to neko, jaz ga nisem imel, jaz sem bil introvertiran precej. Ampak ona ima to neko prav zabavljaško ekstrovertirano, nonstop neke mega, nonstop neke preoblači, nonstop v vrtcu je samoiniciativno naredila nastop za sošolce, kar vsaka čas vzgledam, da so to pustile. Ampak hočem reči, ima to neko prirojeno željo po kazanju nastopanju. Ne vem. Potem očitno sin ni bil takšen, kot je zdaj hčerka. Ne, on je bil bolj medvedek. Lepo, da mogoče pa gre hčerka po tvojih stopinjah. Pa, glej, glede nastopanja in odprtosti. Mogoče pa plesalka, vse v redu, karkoli.
Meni je cool. Če se odloči za stand-up, tudi v redu. Super. Manjka žensko stand-up komedij, to sem večkrat povedal. Vsaka je dobrodošla. Ja, pa res, ja, če pomislim. Ja. Me pa še zanima, kakšen si pa ti kot oče. Ja, ona dva bi mogla povedati. Ja. Trudim se biti res tako. Če se kje trudim, se trudim. Tako kot kateri moški, ki je iskren, bo priznal, da je boljši oče kot partner. In jaz mislim, da sem boljši oče kot partner. Res se pač trudim, nikoli mi ni težko ga peljati na neke tekme, na treninge, na peresnico v šolo, ko je pozabil 18-tič to leto in tako naprej. In isto z malo. Ne vem, to se je precej spremenilo. Nekoč so očetje res imeli samo službo čez, pa te neke, oni so bili tisti provideri. Ampak zdaj se pričakuje z očetove strani eno in drugo. In to, da boš služil nek denar in to, da boš in pobiral otroke iz vrtca in previjal dojenčke in se mi zdi prav. V bistvu zamudiš veliko, če tega ne počneš iz čustvenega vidika. Jaz sem bil zelo vključen od prvega dne in pri hčerki in pri sinu. In nekaj sem se pogovarjal z enim komikom iz Srbije, je rekel, mene žena prvo leto sploh ni pustila, se približam otroku. On je vse, ne, bom ja že vse. Vsakemu svoje. Ampak meni se zdi tako normalno, da smo očetje vključeni v to. Ja, meni se tudi to zdi lepo. Pa si vseeno misliš, da si bil prikrajšan, kaj glede na to, da imaš večerne nastope, ki so verjetno razpotegnjeni čez popoldne do večera? Nimam jih toliko, da bi to bil problem. Seveda sem odsoten, ampak vsaki nekaj dela je v neki meri odsoten. Ne? Jaz sem pa potem ogromno doma čez dan. Ne? In tudi torej, ogromno krat jaz peljem v vrtec, ogromno krat jaz pobiram, ogromno krat tudi pride to neko obdobje, recimo zdaj 10 dni nimam nastopa, pomeni, da sem precej na voljo. Tako da, ampak ja, včasih pa zgosti, sploh kakšen december, takrat pa si tako vsak dan odsoten. Ne. Samo spet za razliko od igralcev, ki so res odsotni tako polovico dni ali pa še več, ne. Mi spet, kot sem rekel, sam si doziraš, tam si del kolektiva in delodajalec reče, imamo predstaviti takrat. Tukaj si pa sam določiš, ok, zdaj sem pa decembra ogromno delo, januarja bo manj. In potem, če si tam bil premalo z družino, boš januarja več. Na ta način se nekako sproti poskušaš. Pa tudi rabiš čas, da to polnjenje baterij v kakšnikoli obliki že, rabiš čas, da malo rečeš, ok, zdaj pa malo več družinskega življenja. Tako da družina bi rekel, da je tvoja, da si tako napolniš baterije? Ja, v čustvenem smislu zagotovo, v fizičnem pa ne. Ja, je več tekanja okoli. V fizičnem se bolj spočiješ na nastopih, oziroma tudi žena sama reče, da ko me čaka služba, se malo spočije. Dejansko je tako, se boš videla. Prije čas, ne. Dejansko greš se v službo malo spočiti. Aha. A imate še kako domačo žival? Ne, to je problem meni, 4. štuk v bloku. Aha. Ne. In zdaj, da bi imel eno tistih mačk, ko ne vidijo trave, ne vem, meni je žal, sploh pa tudi kužka gor. En sosed je imel enega že v fajn letih, je bil nemški bokser ali kaj, in pol ga je mogel nositi, zato ker je že slabo hodil. In če ti 4. štuk nosiš žival vsak dan gor pa dol, že tako imaš ful stvari za nositi gor pa dol. Prvo otroke, pol pa kufre, pol pa smeti, pa tako, in zdaj pa še bom psa nosil gor pa dol. Tako da to je glavno, ampak brez skrbi, da si želita in žicata in tako naprej, ampak zaenkrat ne. Zaenkrat je foter glavna ovira pri tem. A potem nimate dvigala? Ne, vse to so te viški bloki iz leta 74, 76, 78, tam nekje. In glih nimajo dvigala. Ne rabiš laufati, imaš telovadbo po stopnicah. Ampak nič se ne pozna. Ne. Vsaj tako se meni zdi. Ne.
Ja, enih 5krat, 6krat naredim teh 78 stopnic, sem jih preštel. Verjamem, ja. Vsak bi jih sploh v 4. nadstropju. Ja, dnevno 4krat, 5krat, nekje v povprečju. Nisem vedel, da vodim statistiko, ampak tudi ne vodim. Ja, sem mogel prepričati, koliko je res zdaj to. Ja. Sem pa še brala en intervju, v katerem si rekel, v smislu, da tudi kadar si s svojimi domačimi, pa verjetno pač sorodniki, da nočeš biti avtomat za smeh. V katerem smislu si to mislil? Torej, da so kakšne pričakovanja, da boš smešen, ker si komik, ali kako si to? Pa želiš biti pač samo še ena oseba tam, ki se pač meni pa noče biti zavoljač. Saj jaz nimam te želje. Ne. In potem en del ljudi pričakuje to, oziroma so malo razočarani, da nisi tukaj neki. Ne, jaz bi samo pač se pogovarjal, pa tudi se vmes malo hecamo in se šalimo in tako, ampak da bi zdaj pa nujno čutil potrebo, da zabavam tam družbo, jaz to potrebo zapolnim na odru, ne, seveda. In zakaj bi potem tukaj še to? Če ni honorarja, komike ne zanima zabava. To je jasno. Ja. Ne hecam, ampak tako je. Pa ne samo jaz, to velja za vse komike. To velja za vse komike. Torej, ni tu problema načeloma, razen če gre za ljudi, ki imajo nerealna pričakovanja. Čeprav zdaj, ko pomislim, jaz tudi ne bi rada prišla na obisk in da bi mogla zdaj vsem povedati, kaj se dogaja kot novinarka, ne, kaj se dogaja tam. Pa naporno je, pa tudi se mi včasih, ko doživiš enega takega zabavljača v družbi, lahko naredi stvar, da smo vsi zdaj boljše volje, včasih pa taki ljudje rato tudi naporni. Ne. Torej, in za njega je naporno tudi zate, kot nekoga, ki bi rad se samo normalno menil, kot nekdo zdaj se tudi malo preveč trudi biti smešen pa duhovit, ko umir se stari, vse v redu, vse bo. Prej si rekel, da te sin ne more nasmejati, ampak je vse en kak vic, ki ga je zdaj v zadnjem času povedal, da te pa je nasmejal. On? Ja. Vedno ta situacija. Prvi, ki mi pade na pamet, je tisti, to so zdaj osnovnošolski vici. Zakaj okosnjak ni preskočil prepada? Ker nima jajc. Ne, to so taki vici. Okay, ampak je pa res, da je to, zdaj 6 radi to. Meni je dober vic, ni slab. To je bil iz 3. razreda, ampak zdaj pa v zadnjem času mi ni govoril nekaj vicov. Se pa spomnim od Uroša Kuzmana, da ta mlajši sin, da zelo rad govori vice in enega mi je povedal, ki sem ga prav zapomnil, ki mi je tudi eden ljubših. A poznaš tistega o Škodi? Škoda. Meni je ta izstav. Zelo preprost. Mislim, da smo zaključila na lepi noti, da skočiva še na tale kratko vprašanje za kratke odgovore, ki imam za vsakim gostom na koncu podcasta. Ali si drugače jutranja ali nočna ptica? Nočna, žal. Pa ti kar ustreza to. Se pozna podočnjak. Mal. Ali imaš točno številko, koliko nastopov si že imel? Točne ne, nekje med 2000 in 2500 tam nekje. Bolj 2005, ne, 2000 plus. Kaj je tvoja sladka razvada? Lubenice. Ali si takšen človek, da stvari obžaluješ ali verjameš, da se vse zgodi z razlogom? Ne verjamem, da se prav zgodi z razlogom, ampak niti ne obžalujem kaj preveč nečesa, ker nima smisla, kaj boš pa obžaloval, kaj pa lahko spremeniš. Tako da na nek način v usodo verjamem, ne? V smislu, da je nekaj, če je usojeno, da se bo zgodilo. V tem smislu verjamem. Ker vem, koliko nekih primerov sem imel v otroštvu, da bi lahko komu umrl, pa nisem. Torej, ni tu bilo šans, da mene staršev varuje pred tem. Ne? Ampak preprosto se je zgodilo ali pa se ni. Ne? In se ni zgodilo. Tako da iz tega vidika to neko usodo verjamem. Tako da, ampak nisem pa tip, ki bi dajal pomen tem nekim nadnaravnim silam. Kaj te najbolj osreči? Družina, spontani trenutki med prijatelji, ko se smejimo neki bedariji. Evo na zadnje enemu tehniku, ki ga imam tudi za prijatelja drugače, ki je postal samski pred kratkim.
in sva ga prepričevala, da gre na Tinder, čisto tako za foro, pa noben izmed nas ni, jaz pa Robi, ki nastopa z mano, pa nisva mi dala neka zagovornika Tinderja, pa tako, ampak vseeno pač, dej, za foro, malo tako. In potem sem rekla, a bi probal raj Grindr. In on je bil, kaj pa je to? In jaz se pogledal, on ne ve, kaj je Grindr. Super. Ja, tam se hitreje zmeniš, ne? Ker so pač tam taki ljudje, da se hitreje zmeniš. In tako, ja, sploh če ti je seks glavna prioriteta, tam pa res je hitreje vse skupaj. No? Tako, mogoče pa bi še... Ne bom povedal, kdo je, ampak si inštaliral. Pa je straight, to moram povedati, on ni gej, ne? In tam piše Grindr, črtica gej, application, pač, ampak ni videl, ne? In ker inštaliral, tako in še ta Robi ga zafrkava. Povej malo, medtem ko čakam, se to inštalira, kakšen pa je tvoj tip? In tako, ja, moj tip. In pol začel zaštevati neke ženske atribute in smo rekli, čakaj malo, zdaj ste to kar zahteven, ne? To pa ni taka mreža, ki bi to omogočila. Yeah. In smo se do Sovs tam režali, jaz sem naredil posnetek, sem ga prosil, če lahko kje objavim, in rekel, ne, niti podrazno. Ampak taki neki spontani momenti, ko se res zgodijo, pa se iz srca ne smemo, pa je neka bedarija, veš kaj mislim. Ne rabi to biti neke neka hudo intelektualna fora, ali pa dobro, lahko čisto nekaj takega. Res je, pa je zato še lepše mogoče. Ja. In pa za konec me še zanima, kaj je najlepši kompliment, kar si ga prejel, pa da se ga še danes spomniš? Enkrat mi je rekel, da imam lepa ramena. Tega sem se zapomnil. Ponovadi od gejev dobiš dobre komplimente. Se strinjaš? Kompliment. Tu ne govorimo kadarkoli, mislim, v zvezi s čemerkoli. Ja. Enkrat sem pred leti, mislim, spet, koliko je to leto, vsaj 15 nazaj, če ne še več. Res imel sem nekaj nastopov pod pasom, ampak mislim, da je bilo recimo 2009 ali 10, tam nekje. Je bil en gospod na invalidskem vozičku in je gledal moj nastop, v Kopru je bilo, in je gledal moj nastop in potem po nastopu sem hodil nekako po naključju ob njemu in on je rekel, dober si, pa starejši gospod, ne vem, če sploh še živi. Sem rekel, ok, hvala. Sem rekel, ja, in potem nekako smo se začeli nekaj pogovarjati in jaz sem omenil Tofa, ne, ki sem ga gledal čisto, kot nisem se takrat še ukvarjal s tem komedijo, sem gledal nastopiti v nemogočih pogojih. Ne. Torej, neka tombola je bila na koncu Koprske noči, takrat je bila Koprska noč, kasneje je bila rumena, kakorkoli, pač fešta obalna. A slišala kdaj za Koprsko noč? Ne. Nisi. Saj si premlada. No, v glavnem. In tam je bila na koncu kao nedeljska ta neka tombola in organizator, da bi prodal čim več tistih giric in ne vem česa, je zavlačeval in ljudje so tam ful dolgo čakali. In potem, ko so že čakali 1,5 ure, namesto da bi se začela tombola, je šel on kot komi gor na oder. Kako res sovražimo te vse, ki so tukaj, pejdi dol, naj se začne še enkrat ta zadeva. In on je imel najkrajši nastop in vseeno je uspel nasmejati. In sem razlagal njemu, temu starejšemu gospodu, če on ga je gledal tudi Tofa nastopiti. In je rekel, ja, sem gledal, samo ti znaš boljše zgodbo povedati. Je rekel, on zna dobro foro povedati, ti pa znaš zgodbo dobro povedati. In to mi je ostalo spomenu, tako da, torej, govoriti očitno ne znam, ampak pripovedovati zgodbe pa ja. Tako da, ta kompliment, da jaz znam zgodbo povedati, nekako se je zasidral vame in mi dal neko tako, kako bi rekel, samozavest, da potem tudi v nadaljevanju kariere poskušam, ker kot komik se odločaš, a boš šel v kakšen slog boš izbral. Ne? In jaz sem zaradi tega nasveta v veliki meri izbral zgodbe. In se mi zdi, da mi ležijo in sem hvaležen.
Zelo lepo. Eno tako lepo zgodbo si izbral za Sorry, konec. Evo, znaš lepo zgodbo. Sorry za 5-minutni odgovor. Ja, kratke smo rekli. Ostali so bili kratki. Lubenica sem rekel samo lubenica. Evo, tako. Hvala za tale klepet. Super je bil. Hvala tebi, čau.